osebne spomine na dogodke v razvoju računalništva v Sloveniji do leta 1980. Vlado, izvoli. Ja, hvala. Torej, osrednja tema današnjega srečanja, to je začetki srednješolskega računalniškega izobraževanja, niso padli z neba, temveč so najbrž iz nečesa zrasli. Sam nisem bil med začetniki računalništva pri nas, pa tudi nisem bil med začetniki uvajanja računalništva v srednjo šolo. Sem bil pa zelo blizu teh dogajanj in tako lahko marsikaj povem o okolju, v katerem so se stvari dogajale. Drug cilj te predstavitve je pa tudi opisati vlogo, ki so jo imeli pri računalništvu pri nas matematiki. Torej, stvari so precej širše razdelane v pisnem prispevku, glede na omejen čas, ki ga imam, bom tukaj pokazal samo nekaj izbranih, rečemo, trenutkov iz razvoja računalništva pri nas. Torej, začel bi s tem, da so pravzaprav matematiki ustvarjali računalništvo, preden so bili prvi računalniki narejeni. Tukaj imamo nekaj svetovno znanih tako imenovanih matematičnih logikov, pa tudi matematikov, ki so, še preden so bili prvi računalniki narejeni, v bistvu razmišljali o izračunljivosti in podobnih stvarih, ali pa recimo, če še eno vzamemo o teoriji informacije. No, podobno je bilo tudi pri nas. V Sloveniji je bilo okrog leta 50 ustanovljeno Društvo matematikov, fizikov in astronomov, ki je zelo pospeševalo razvoj matematike, predvsem med učiteljstvom. No in tako so v prvi polovici 60-ih let v zbirki Sigma izdali več knjižic, ki so v naš prostor uvajali matematiko, ki je pravzaprav podlaga računalništvu. Če tukaj pogledamo na tej sliki, imamo knjige, kot so Uvod v matematično logiko, Elektronski aritmetični računalniki, Teorija števil, Numerično reševanje enačb, Teorija informacije, pa verjetnostni račun. To je matematika, ki ni klasična, standardna analiza, ki se uporablja v fiziki, ampak je v bistvu matematika, ki jo danes štejemo kot osnovo za današnje računalništvo. No, glavni dogodek se je zgodil 15. novembra 1962, ko so na Računskem centru Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko na Lepem potu pognali računalnik CUSE Z23. No, ob tem računalniku se je začelo razvijati slovensko računalništvo. Zelo pomembna osebi v tej fazi sta bila Egon Zakrajšek, ki je napisal prve priročnike, in Zvonimir Bohte, ki je začel z razvojem numerične analize pri nas. Tukaj imam seznam spodaj nekaterih ljudi, ampak nisem uspel tega seznama natančno preveriti in najbrž je precej nepopoln. Na tej prosojnici sem zbral nekaj slik o tem CUSE-ju. Prvo je neko poročilo raziskovalne naloge, ki so opravili Marija Vencel, Jože Vrabec pa Egon Zakrajšek. No in tukaj imamo tudi naveden ta datum 15. november 1962, tako da je ta datum nekako dokumentiran. Spodaj vidimo Konrada Cuseja, ki je zgradil ta računalnik CUSE. Tako naj bi računalnik CUSE izgledal, vendar slike našega računalnika nisem uspel najti. Sem pa pred leti
uspel fotografirati ploščo, pomnilniško ploščo Cuzejevih računalnikov. Če pogledate v zgornji desni vogal te plošče, boste videli znak od Iskre. Izkazalo se je, da je namreč potem Iskra licenčno proizvajala nekaj let računalnike Cuze. No, maturiral sem leta 1967 in sem se vpisal na študij tehnične matematike. Leta 1969 smo se preselili v novo stavbo na Jadranski 19 in takrat je računalnik Cuze zamenjal računalnik IBM 1130. Torej, jaz sam na Cuzeju nisem delal, sem pa kot študent prišel na računalnik IBM 1130. No, tukaj sem vstavil noter eno sliko luknjalnika kartic, ki naj bi bilo opozorilo na to, na kakšen način se je pravzaprav v tistih časih računalnik uporabljalo. Torej, uporabnik ni imel neposrednega dostopa do računalnika, ampak je moral programe pripraviti na luknjalnih karticah, če mu je bilo dovoljeno. Potem so te programi šli v računski center, pravzaprav se jih je pustilo za obdelavo in potem čez nekaj ur si dobil izpisane rezultate. Če je bila napaka, je bila pač napaka. Tako da je v bistvu bil ta ciklus nekak izvedbe nekega programa precej daljši, kot je danes. In te razmere so tudi marsikaj glede poučevanja in drugih stvari pogojevale. No, kot srednješolec sem tekmoval na matematičnih tekmovanjih in na teh tekmovanjih sem spoznal Tomaža Pisanskega in čez njega Franca Dacarja. No, France Dacar pa je bil sodelavec inštituta Jožefa Štefana, no in tako sva s Pisanskim prišla do sodelovanja z inštitutom Jožef Štefan, pravzaprav z skupino profesor Železnikarja, ki je se ukvarjala z elektroniko. V glavnem so se ukvarjali pravzaprav s teoretičnimi vprašanji računalništva, kot so teorija programskih jezikov in prevajanje, kasneje tudi umetna inteligenca, pa teorija vezi. No, tukaj imamo profesor Železnikarja, pa takrat je bilo, ko smo mi prišli, je bilo 5 doktorantov, Marjan Špegel, Boštjan Vilfan, pa 3, ki so se ukvarjali z vezi, to so Janez Korenini, Rudi Murn pa Peter Kolbezen. S Pisanskim sva nekako bila zadolžena, da tem 3 pomagamo pri pisanju, pri matematičnemu čiščenju njihovih doktoratov. No, to je pa skupina, ki se je takrat v tistih časih, ko so s Pisanskim prišla na Štefan, ki se je izoblikovala na tem oddelku E4. Med njimi je kar nekaj danes kar znanih računalnikarjev. No, računalništvo se je razvijalo tudi na fakulteti za elektrotehniko. Fakulteta je bila ustanovljena leta 1960 in 1964 so se preselili na Tržaško 25, današnjo lokacijo. Spočetka so bili v računalništvo usmerjeni Virant, Bremšak, Hodžar, Gergek, Leskovar pa Gruden in so dobili IBM 1130 leta 1972. No, druga skupina na Štefanu, ki se je tudi usmerila v računalništvo, je bila pa uporabna matematika, ki jo je vodil Marjan Ribarič in je bila usmerjena predvsem v podporo gospodarstva in razne statistične obdelave. Tako da lahko rečemo, da je bilo konec 60-ih let, so bila
v Ljubljani 3 računalniška gnezda, se pravi IMFM, z oddelkom za matematiko na univerzi, potem Štefan in fakulteta za elektrotehniko. Seveda se pa računalništvo začelo prebujati tudi drugje, recimo v Mariboru. Intertrade je v Radovljici ustanovil svoj izobraževalni center, kjer so se izobraževali predvsem kadri za gospodarstvo, in to že leta 1969. In leta 1971 je bil ustanovljen tudi računalniški center univerze, ki naj bi skrbel za podporo in usklajevanje računalništva na nivoju univerze. No, leta 1969 pa 70 je Izidor Hafner začel uvajati računalništvo kot praktično znanje na Šubičevi gimnaziji. No, in iz tega najbrž bo Izidor kaj več o tem sam govoril, zato bom jaz tole kar preskočil. Pomemben dogodek v tistem času je bila konferenca IFIP. Torej, leta 1971 je bil v Ljubljani kongres mednarodnega združenja IFIP, ki sta ga uspela pridobiti Leskovar in Železnikar. To je bila ogromna konferenca z več kot 2000 udeleženci. Stvari so se odvijale po vseh možnih dvoranah po Ljubljani in mladi z Štefana in elektrofakultete smo imeli vlogo tehničnih sekretarjev. Nekako pomagali smo, da so stvari gladko tekle. No, ob IFIP-u se je marsikaj zgodilo. Recimo en tak pomemben dogodek je bil, da je takrat Elektrotehniška zveza izdala knjigo Elektronski računalniki, v kateri so slovenski avtorji nekako povzeli osnovna dejstva o računalnikih. Zelo pomemben se mi pa zdi tudi slovarček z okrog, štirijezični slovarček z okrog 500 izrazi iz računalništva. No, ustanovljen je bil to že leta 1968 Republiški računski center, ki je sprva imel računalnik CDC 2100 v Stegnah, kasneje je bil nadgrajen v različico 3300. Dobili so pa tudi leta 1971 zelo zmogljiv računalnik Cyber, CDC-ov računalnik Cyber, ki je bil pa postavljen na Jadranski 21. Torej smo imeli Štefan pa matematika smo imeli zelo blizu, zelo zmogljiv računalnik. No, istega leta, se pravi 1971, je začel tudi z delom seminar za numerično in računalniško matematiko, na katerem smo se zbirali, ta seminar še vedno deluje, in na tem seminarju smo se zbirali računalnikarji in numerični matematiki od vse povsod. In ta seminar je imel precej pomembno vlogo pri širjenju novosti na področju računalništva pa računalniške matematike. Če boste kliknili sem gor, dobite seznam vseh predavanj na tem seminarju. No, osebno v tem času, torej ukvarjanje z vezi na Štefanu je naju s Pisanskim spodbudilo, da smo se začela ukvarjati s teorijo grafov. Drug pomemben dogodek je bil, da je se vrnil iz Amerike Boštjan Vilfan, ki je doktoriral, se mi zdi, na MIT-ju. No in ko je prišel, je nekako prinesel nov veter. Začel je nekaj projektov,
No in sam sem sodeloval pri dveh. Prvi tak projekt je bil prilagajanje programov za telefonske centrale Metakonta. Drug projekt je bil pa pisanje prevajalnika za PLN. Pri tem prevajalniku sem bil zadolžen za prevajanje aritmetičnih izrazov in iz obeh teh dveh projektov sem se kar veliko naučil, pa tudi nekaj naukov sem dobil. Nauk iz prvega projekta je bil, kako zelo pomembna je ustrezna informiranost sodelujočih, se pravi, da sodelujoči so potanko informirani o vsem. Sam sem zaradi pomanjkljivih informacij večkrat moral v Kranj na konsultacije, da sem znal stvari narediti. No pa dajmo to preskočiti naprej. Zdaj, kako so se računalniški predmeti razvijali na matematiki? Torej, moj prvi računalnik je bil IBM 1130 in na njem programski jezik Fortran. Na 1130 smo lahko uporabljali tudi Algol 60, ki sem se ga seveda naučil. Na tehniški matematiki se je začela ustvarjati tako imenovana računalniška vertikala, kar pomeni v vsakem letniku vsaj en računalniški predmet. In programiranje se je začelo učiti tudi na drugih oddelkih Fakultete za naravoslovje in tehnologijo. V tistih časih, se pravi prva polovica 70-ih let, sta bili dve zelo pomembni tematiki. Prva strukturirano programiranje, druga pa stvari okrog NP polnosti. Te so tam na začetku 70-ih let se pojavljene in nekako v tistem času so bile stvari potem zelo aktualne in smo veliko o tem razpravljali in tudi stvari so vplivale na same učne programe. No, poleti 74. sem ženo Nušo spremljal na poletni šoli v Colchesteru. No in tam sem precej časa prebil v knjižnici in sem postal navdušen nad programskim jezikom Pascal. Še bolj sem bil navdušen, ko sem zvedel, da je pravzaprav sprogramiran na Cyberu in da da zastonj dobiti. Ko sem se vrnil iz Anglije, sem takoj ljudi seznanil, da lahko pridemo do Pascala. In potem so vzpostavili stik in decembra in proti koncu leta 1974 smo Pascal že dobili. Tukaj na tej sliki vidite prvo stran izpisa prevajalnika, izvorne kode prevajalnika za Pascal, in tukaj vidimo datum 10. december leta 1974. No, še nekaj drugih dogodkov. V šolskem letu 1972-1973 sta katedra za računalništvo in informatiko in matematika začeli skupni dvoletni študij računalništva. No, v teh prva stvar, druga stvar je, dobili smo tam okrog leta 72, najbolj 73, prve prave terminale, se pravi, začelo se je interaktivno delo. Leta 1977 so se začela po zgledu matematičnih tekmovanj republiška tekmovanja srednješolcev iz računalništva. Leta 1978 je Kozak doktoriral in začel predavati na matematiki predmet podatkovne strukture in algoritmi. Za njim sem prevzel predavanja na FNT-ju. Prav tako sem od profesor Prijatla prevzel predavanja diskretnih struktur na študiju računalništva.
No, leta 1976 je bilo ustanovljeno Društvo Informatika in naslednje leto je začel izhajati časopis Revija Informatika. No, tukaj še zadnja slika. Leta 1980 smo na Univerzitetnem računskem centru dobili računalnik DEC 10, ki je prinesel spet novo kvaliteto v računalništvo na univerzi. In s tem bi svojo predstavitev zaključil. Podrobnosti so opisane v pisnem prispevku, ki naj bi izšel v zborniku. Hvala. Hvala lepa. To je bil en tak lep pregled različja matematika, ampak ni samo matematika, celoten, širok pogled, pa zelo natančen. Zdaj bi pa nadaljevali z predstavitvijo dela ali pa komisije za uvajanje računalništva v srednje šole, ki je kriva pravzaprav za tole obletnico. Pa bi jaz kar gospoda doktora Izidorja Hafnerja prosila, da to predstavi. Predvidena kakšna vprašanja? Jaz bi predlagala tako, da gremo celo predstavitev skozi. Mislim, da se bomo marsikje, ne? Se ne strinjate? Ne, zato, ker zdaj so stvari sveže. Prav, sploh ni problema. Pa dajmo, Vlado, nekaj vprašanj bi publika zastavila. Izvolite. Ja, izvolite. Tako je, se to sliši v redu? Vlado, pozdravljen, hvala za predavanje. Ti si nekaj besedila, ki si ga imel na prosojnicah, preskočil. Jaz sem med tem besedilom preskočenim opazil, da si ti odkril, da obstajajo kvadratične funkcije, ki preiščejo celo razpršeno tabelo. Lahko pojasniš, kako je to mišljeno, da kvadratična funkcija preišče tabelo? Ja, v bistvu je takole. V matematiki obstajajo v teoriji, obstajajo teh ostankov, obstajajo kvadratična pa nekvadratična števila in izrek je, da je pol kvadratičnih, pol pa nekvadratičnih. Tako da je nekako, zdaj pri teh pregledovalnih funkcijah je pa tako, v bistvu imamo nek ključ, iz tega ključa izračunamo neko število na intervalu pač med 0 pa med 1 pa dolžina tabele ali pa med 0 pa dolžino tabele manj 1. No in zdaj, ko iščemo, na prvem mestu ne najdemo iskanega ključa, to metoda razpršenih tabel prav to, potem sledi eno zaporedje, natančno določeno zaporedje naslovov, na katere bomo potem na prvo mesto, ki je še prosto, potem ustavimo dan ključ. No in temu rečemo potem iskalno zaporedje. Zdaj to iskalno zaporedje se običajno računa, standardna metoda je, da kar linearno, kongruenčno seveda funkcijo uporabimo za to, vendar ta ima slabe lastnosti, ne deluje najboljše. Zato so poskušali potem na razne načine in ena ideja je, da pač neko kvadratično funkcijo, se pravi nek kvadratični izraz za to uporabimo. Tukaj se pač nekako iz matematike slutilo, kot da to ne bo čisto dobro delalo, da bomo pač samo polovico tabele lahko na ta način preiskali. No, ampak potem se je izkazalo, da če
koeficiente v kvadratičnem izrazu na ta pravi način izberemo, ne, da lahko ustvarimo tak izraz, ne, ki seveda kongruenčno, ne, preišče, gre skozi vse naslove v tabeli. Ne. No in to sem potem objavil v Communications of ACM. Stvar sem sicer že leta 1973 naredil, ne, objavljeno je bilo pa leta 1975. Hvala lepa. Hvala lepa. A mogoče bi še kdo vprašal kaj? Ne, prav, hvala, potem bi pa res